Celjski županski kandidati o trenutnem stanju in prihodnjih izzivih celjskega gospodarstva. V vodcu dobro pripravljeni na morebitne snežne padavine. Na Celjskem v zadnjem obdobju povečano število ropov. Košarkarji Zlatoroga v tretjem letošnjem podaljšku do druge prvenstvene zmage. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Do lokalnih volitev je le še dober teden dni. 18. novembra bomo volili župane občin in občinske svetnike ter predstavnike, ki bodo interese volivcev zastopali v mestnih četrtih in krajevnih svetih. Klub podjetnikov Zlatorog Celje je v torek pripravil srečanje vseh 7 kandidatov, ki se potegujejo za županski stolček v mestni občini Celje. Poseben poudarek pa je bil na vprašanjih, ki se dotikajo razvoja gospodarstva v občini. S takšnim glasbenim uvodom so v torek v organizaciji Kluba podjetnikov Zlatorog začeli pogovor s kandidati in kandidatko za župana, županjo mestne občine Celje. Srečanje s kandidati je bilo namenjeno predvsem temu, da bi izvedeli, kako vseh 7 kandidatov razmišlja o ciljih, ambicijah, izzivih in raznih projektih za knežje mesto. Predvsem pa v prispevku izpostavljamo razmišljanje kandidatov o gospodarstvu. V zadnjem času tudi v Celju beležimo gospodarsko rast, a slišijo se očitki, da Celje ni več na 3. mestu po gospodarski moči. Kandidati so odgovarjali tudi na vprašanje, kakšno novo gospodarsko identiteto in moč bodo vzpostavili v primeru izvolitve, kako bodo torej pripravili Celje, da bo spet postalo gospodarsko močno mesto. Tako da celjsko gospodarstvo dobro deluje, ima visoko dodano vrednost, je na visokem tehnološkem nivoju in je pa res, da je v preteklosti stanje bilo slabo. Jaz se spominjam 20 let nazaj, je bila brezposelnost 24%. Kot veste, takrat je zapirala vrata Kovinotehna in nekateri veliki zaposlovalci. Danes pa je stanje čisto drugačno in jaz upam, da bo ta gospodarska konjunktura čim dlje trajala, kajti posredno vsi živimo od tega celjskega gospodarstva, tudi če je povprečna plača nižja od slovenske, ampak je pa pri tem treba upoštevati, da je stanovanje v Celju 2-krat cenejše kot je v Ljubljani in da so tudi nekateri drugi stroški bistveno nižji. Podjetjem moramo nameniti prostor, da se lahko širijo nemoteno, pri tem sigurno ne smejo ovirati razvoja ostalih. Poleg tega pa moramo, glede na to, da imamo zdaj manjše površine, manjše komplekse za industrijske oziroma podjetniške cone, moramo razmišljati tudi o tem, da dobimo večje podjetniške cone, mogoče za večja podjetja. Jaz bom dosti bolj realen kot kolega pred mano. Kogarkoli govorijo, da je občinski prostorski načrt sprejet. Mogoče je res bil 2001, kakor trdijo, ampak še vedno ni dosti transparenten in še vedno vemo, da se da zelo lepo ribariti lokalno. In gospodarstveniki bi morali biti prvi tisti, ki se zavedate tega problema in občina bi mogla biti tista, ki spodbuja gospodarstvo, daje možnost, da se razvija in daje možnost novim zaposlitvam. Prebral sem eno zanimivo knjigo od Draga Medveda o stebrih slovenskega gospodarstva. Če jo morda še niste vzeli v roke, vzamite jo, zelo natančno opisuje daleč nazaj in seveda tudi kako je bilo po drugi svetovni vojni z našimi gospodarstveniki. Opisuje čudovito, kakšni ljudje so to bili, kako so bili podjetni, kako so iskali nove trge, kako so se povezovali, kako so razvijali svoja gospodarstva. In ne samo to, tudi drugi gospodarstveniki, tudi drugi podjetniki so prihajali iz drugih mest v Celje. In je v Celju bila takrat očitno neka
klima, ki je to podjetništvo spodbujala. Tako da morda bi bilo bolje se v tem pomeniti, kako bi lahko to dejansko spodbujali in podjetništvo postavili na neke dobre temelje v Celju. Pomembne so posamezne zgodbe. Podjetja, ki bodo uspela privabiti izobražene tehnološke kadre, tudi druge kadre, tudi družboslovne. Kajti ti družboslovni kadri so zelo, zelo pomembni v sodobnem marketingu. Gospodarstva torej ne smemo graditi le na nizkih plačah. In v tem Celju je potrebno gospodarsko klimo prevetriti, jim dati novega vetra, krila nekako, da zadiha kljub onesnaženemu okolju, in sodelovanje z vami in z občino je seveda ključnega pomena. Pomembno je tudi to, da občina posluša, kaj potrebujete in kaj želite. Moja vizija je pa predvsem to, da Celje v nadaljevanju nadgradi svoje uspešne zgodbe, predvsem z tem, da izkoristi geostrateško pozicijo, ki jo ima, kar pomeni, da je močen lahko tudi v logističnem smislu. Konec koncev smo tudi pripeljali v Celje fakulteto, ki izobražuje kader logistov, in pa seveda tukaj v nadaljevanju širše intermodalni center. Kot pogoj za vse to je pa seveda tisto, kar že načrtujemo nekaj časa, pa mora v tem mandatu absolutno ugledati luč dneva, občinski prostorski načrt, ki bo omogočil seveda, da bomo lahko v mestu privabili tudi visokotehnološka podjetja, zakaj pa ne bi ena Yaskawa, se pravi podjetja z višjo dodano vrednostjo, bili na našem območju. Dejstvo je, da Celje rabi nova delovna mesta. Nova delovna mesta lahko Celje pridobi na način, da omogoči pogoje in razvoju gospodarstva in razvoje mlade, se pravi in omogočiti pogoje za bivanje mladim. V Celju se skoraj 10 let ni zgodilo na področju stanovanjske zidave ničesar, tako da mladi dejansko prihajajo do novih bivalnih prostorov, površin, da vsekakor nameravamo spodbuditi te možnosti na način, da mladim subvencioniramo stanarine. V nadaljevanju pogovora so kandidati in kandidatka razpravljali še o drugih temah in o odprtih vprašanjih. O njih pa bodo razpravljali tudi na soočenjih, ki jih pripravljamo na televiziji Celje 15. in 16. novembra ob 20. Zimska sezona se bo na naših cestah uradno začela 15. novembra, ko morajo vozniki svoja vozila opremiti zimsko opremo. V teh dneh se na zimsko sezono pospešeno pripravljajo tudi v podjetju Vod Celje, ki na našem območju skrbi za vzdrževanje, pozimi pa tudi za pluženje in posipanje številnih državnih in občinskih cest ter javnih poti. Od 15. novembra do 15. marca bodo skrbeli za 2012 km državnih in lokalnih cest v celjski in koroški regiji. Vod Celje namreč že 4. leto v okviru 7-letne pogodbe z državo izvaja vzdrževanje državnih cest. Skupaj je le teh okrog 1000 km, 760 na območju celjske regije in 250 na Koroškem, kjer izvajamo koncesijo z 2 partnerjema. Prek leta tako skrbijo za 1502 km državnih in občinskih cest v celjski in koroški regiji, pozimi pa se obseg poveča. Lanska je bila spričo tega, da so se, mislim, da je bilo sneženja in to se pravi nizkih temperatur že v novembru in decembru, še posebej močen je bil pa februar in marec, tako da smo lansko leto v bistvu porabili skoraj 15.000 ton soli, 8.000 kubikov drobljenca, kar je v bistvu 50% več, kot je povprečje recimo preteklih 3 zim. A so imeli ravno dovolj soli, sicer so je morali nekaj dokupiti, a so jih pretekli ekstremi že naučili, da morajo biti vedno pripravljeni. Kako pa je z letošnjo sezono? V Vod Celje bo za letošnjo zimsko sezono na voljo 143 plužnih in posipnih enot.
ki bojo locirani na 9 bazah v celjski regiji in na 2 bazah na Koroškem. V zimski službi bo sodelovalo 312 ljudi. Do začetka zimske sezone bo v naših skladiščih na voljo oziroma na zalogi pripravljenih 12.000 kubikov drobljenca 4,8, 10.000 ton soli in 30.000 litrov magnezijevega klorida. V strojni park so za to sezono dodali 4 nove avtomatske posipalce, pregledniško vozilo in 5 snežnih plugov. V tem času se pripravlja mehanizacija, pripravljajo se stroji, oprema, prometni znaki, postavljajo se tudi snežni koli, izobražujejo se tudi kadri oziroma ljudje, ki so zaposleni v zimski službi, urejajo se in čistijo naprave za urejanje odvodnjavanja v primeru dežja oziroma dežne poledice. Glede zimske opreme smo pa tudi nekako bogatejši. Vse skozi se skušamo vsako leto, bi rekel, nekako posodobiti oziroma obnoviti dotrajano opremo. In sicer v letošnjem letu za 2 avtomatska posipalca 8 kubikov, 2 avtomatska posipalca 1 kubik, 5 plugov, 1 pregledniško vozilo ter 2 vlečna posipalca. Vsa ostala obstoječa oprema je pa pač obnovljena in servisirana. V zimski sezoni pri Voc Celje sicer opozarjajo na odgovorno ravnanje voznikov v prihodnjih mesecih. Od prihodnjega četrtka je torej obvezna zimska oprema. V Vocu poudarjajo, da v sklopu zimske vzdrževalne službe pluženje poteka po določenem protokolu in prioritetni listi, kar določi Direkcija za infrastrukturo. Takoj, ko začne snežiti, ekipe ceste posipavajo, ko pa zapade 10 cm snega ali je sneženje ponehalo že pri manj centimetrih, pa je čas za pluženje. Kljub obsežni ekipi pa ne morejo urediti vseh cest naenkrat, zato voznike prosijo za strpnost. Izpostavljajo še, da niso odgovorni za razmere na vseh cestah v celjski in koroški regiji, saj za mnoge občinske skrbijo lokalni vzdrževalci. Na območju Rogaške Slatine so policisti v zadnjih 5 mesecih obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše, zaradi česar so na tem območju v zadnjem obdobju opravili več poostrenih nadzorov. V enem od nadzorov konec oktobra je policist policijske postaje Rogaška Slatina v civilnih oblačilih na Partizanski ulici v Rogaški Slatini opazil 4 moške in nameraval z njimi opraviti identifikacijske postopke. Moški so ga napadli. Policist se je uspel ubraniti in enega od njih zadržati, 3 pa so pobegnili. Pri prerivanju je moški policista lažje poškodoval. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da je storilec 34-letnik z območja policijske uprave Novo mesto, ki je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj velikih tatvin. Pri pregledu okolice kraja prijetja 34-letnika je bilo ugotovljeno, da je bilo v neposredni bližini vlomljeno v stanovanjsko hišo. Zbiranjem obvestil in drugimi preiskovalnimi dejanji so v nadaljevanju ugotovili, da je v hišo vlomil 34-letnik v sodelovanju z neznanimi storilci. Ukradli so več kosov zlatega nakita. Osumljenega sumijo še več kaznivih dejanj velikih tatvin na širšem območju policijske uprave Celje. 34-letnika so s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter velike tatvine privedli k preiskovalnemu sodniku, ki ga je po zaslišanju izpustil na prostost. Danes okoli 3. ure zjutraj pa se je zgodil rop na bencinskem servisu Petrol v Žalcu. Neznani storilec je prišel v bencinski servis, z orožjem zagrozil prodajalcu ter zahteval denar. Odnesel je manjšo količino denarja. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja ter zbirajo obvestila. V 4. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja zmagali na gostovanju pri Heliosu v Domžalah. Rogaška je za točko v Ljubljani premagala Ilirijo, Zlatorog pa je v svoji dvorani po podaljšku premagal Šenčur Gorenjsko družbo. Košarkarji Zlatoroga so na prvi domači tekmi prišli do zmage po velikem preobratu. Šenčur je gostiteljem dobesedno podaril zmago, saj je bil praktično skozi celotno srečanje boljši nasprotnik, ko je vodil že za 16 točk, povsem pa popustil v zadnjih 2 minutah, v katerih so gostitelji izsilili dodatnih 5 minut.
Vrnitev jih je psihološko dvignila in prav to je na koncu odločilo srečanje v dvorani Tri Lilije. Že tretjič v 4 tekmah smo igrali podaljšek. Zahvaliti se moram mojemu strokovnemu štabu, še posebej kondicijski trenerki Rosani Krajnc, ki je moštvo odlično pripravila, saj smo bili najboljši v četrti četrtini in v podaljšku. Hvala tudi Gregorju Baleku, ki vsak dan s temi fanti opravlja veliko delo. Zadnjo četrtino smo dobili s kar 23:9 in to govori v prid temu, da smo odlično fizično pripravljeni. Hvala lepa vsem navijačem, ki so prišli v Tri Lilije, res so bili danes fantastični. Bili so 6., 7., 8., 12. igralec danes. Mislim, da danes brez njih ne bi mogli tekmo kot samo, smo pa res začeli katastrofa, mislim, da lahko rečem. Zgrešili smo odprte zicere, odprte mete, ki bi jih mogli zadevati. To nas je stalo 16 točk prednosti, ampak mislim, da s takšno ekipo, s takšno skupino borcev, ki jo imamo letos, da se bo takšne razlike dalo nadoknaditi. Če pa bomo imeli še malo več pameti v sami igri, mislim pa, da smo lahko trn v peti. Pri Laščanih je bil znova odličen Nejc Barič, ki je dosegel 30 točk. Pivovari so sicer na 4. prvenstveni tekmi v novi sezoni odigrali še 3. podaljšek. 3. podaljšek, ja, to se moram zahvaliti naši kondicijski trenerki Rosani, dobro nas je pripravila. Rekel sem fantom, če zgubimo tale podaljšek, potem naj gre vse vemo kam, ampak ja, stopili smo skupaj, odigrali tisti zadnjih 5 minut in res vsaka čast fantom. Šenčur ima odlično in zelo izkušeno ekipo. Dino in Smiljan sta moja dobra prijatelja. Šenčur ima moštvo, ki igra zelo pametno. Moji fantje so mladi in si želijo biti nekega dne na tem nivoju. Danes smo bili mentalno zelo močni. Tudi po visokih zaostankih smo se vselej vrnili v igro. Fantje so igrali eden za drugega, stopili so skupaj, ko je bilo to najbolj pomembno. Laški košarkarji pa so bili tokrat deležni odlične podpore domačega občinstva, ki je bilo vse skozi svojim bučnim navijanjem velik veter v jadra domačemu moštvu. Vse to delamo zato, da bi bilo celotno mesto Laško ponosno na nas. Želel bi se v imenu strokovnega štaba, igralcev in uprave kluba zahvaliti čudovitemu občinstvu v Treh Lilijah ter nasploh za vso podporo, ki jo čutimo v Laškem. Navijače bomo potrebovali tudi na prihodnjih tekmah, da bodo naši mladi fantje skozi sezono še boljši. Pred Zlatorogom je zdaj vroče gostovanje v Rogaški Slatini. Nova sobota, nov dan, nov derbi v Rogaški Slatini. Tekma današnja je pozabljena. Od ponedeljka naprej se začnemo pripravljati na Rogaško. Mi bomo šli tja maksimalno skoncentrirani in 150% napaljeni in kar bo rezultat prinesel, bo prinesel. Sobotni obračun med Slatinčani in Laščani se bo začel ob 19. Jutri bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. V soboto bo v zahodnih krajih občasno rahlo deževalo, pooblačilo se bo tudi v srednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v nedeljo bo na vzhodu sončno vreme, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.